Živjo, sem Polona iz Slovenskega šolskega muzeja. Kadar igram gospodično učiteljico iz stare šole, mi je ime Apolonija Škarja. Poučujem lepopis in ročna dela. In kadar sem učiteljica, se delam, da sem veliko bolj stroga, kot sem sicer. Ste vedeli, da so včasih v šoli učili predmet ročna dela? In obstajala so celo dekliška ročna dela za punce in pa dečka ročna dela za fante. Dečki so se pri pouku ročnih del učili pletenja košar iz vrbovih viter ali pa so opletali steklenice, deklice pa so se učile plesti, kvačkati, šivati in podobno. Veljalo pa je tudi pravilo, da se morajo vsi učenci, tako fantki kot punčke, naučiti prati, likati, krpati nogavice in prišivati gumbe. Veste, nekaterim fantom se je to zdelo čisto brez veze, mislili so si, zdaj zame šiva mama, pozneje pa si bom že našel kakšno dekle, ki bo potem postalo moja žena in bo lepo šivalo zame. Ampak ne, fantje so včasih morali služiti vojsko in to tudi po več let. Takrat so nosili lepo, pomembno uniformo, kateri ni smel manjkati prav noben gumb. In zato je bilo zelo pomembno, da so se tudi dečki naučili te veščine. Šivanko, sukanec, škarjice, krpico ter gumb. Najprej odrežemo sukanec in sicer v dolžini 2-krat od prstov do komolca. Enkrat in pomerimo še enkrat. Odrežemo. Sukanec vdenemo skozi luknjico na vrhu šivanke. Si vedel, da se ta luknjica imenuje šivankino uho? Če nisi, veš od danes. Poravnamo konca sukanca in napravimo vozliček. Nato pričnemo s šivanjem. Najprej gremo s šivanko skozi krpico in potegnemo, dokler se sukanec ne ustavi. Potem vzamemo gumb, gremo s šivanko skozi luknjico na gumbu in nadaljujemo z delom. S šivanko gremo skozi sosednjo luknjico od zgoraj navzdol in zategnemo. Nato gremo zopet skozi prvo luknjico od spodaj navzgor in skozi sosednjo od zgoraj navzdol. Zanko še nekajkrat ponovimo. In gumb je trdno prišit. Nato gremo s šivanko od spodaj skozi blago in mimo gumba, da dobimo sukanec pod gumbom in nato zavijemo okoli gumba 4-krat. Tako. In potem gremo s šivanko nazaj na spodnjo stran. Na koncu ne smemo pozabiti na zaključni vozliček. Krpico obrnemo narobe, tako da gumb gleda proti mizi. Nato s šivanko zajamemo enega od prejšnjih šivov in ko dobimo zanko,
gremo s šivanko skozi to zanko in zategnemo. Na koncu odvečni sukanec še odrežemo in gumb je prešit. Učitelji so včasih v šoli radi govorili: vaja dela mojstra, ako mojster dela vajo. Ko boš tudi ti nekajkrat prišil gumb, boš gotovo postal pravi mojster.